Matej Kolmanič je dober primer, kako se življenje lahko obrne v dobrem letu. Njemu vse na bolje. Zdaj trenutno grabim življenje in srečo z obema rokama naenkrat. Še pred dobrim letom mu to, da lahko hodim, ni bilo samoumevno. Jaz sem se rodil z zelo redko boleznijo, ki je vplivala na moje kosti, na nepravilno ukrivljenost. Otroštvo in najstništvo so zaznamovale operacije. Prva pri 4 letih, sledilo jih je še 8. Potem imam še tukaj zadaj. Potem čez oba dva kolena. Tako da je bilo kar pestro. Ravno v najbolj občutljivem življenjskem obdobju, ko se je boril tudi s kilogrami, so zdravniki dvomili, da bo Matej sploh lahko kdaj hodil. V najstarejšem obdobju je bil to najtežje. V obdobju iskanja lastne identitete, ko so moji vrstniki naokoli nabirali življenjske izkušnje, sem jaz o tem samo poslušal. Vse do 9. operacije pred dobrim letom. Potem pa, kot da se je zgodil čudež, vozička ni potreboval več. Vztrajnost ga je pripeljala do tega, da ni več le poslušal, ampak začel živeti. Moram priznati, da se aktivno ukvarjam s športom, kar se nisem prej nikoli mogel. Ukvarjam se s fitnessom, ukvarjam se s planinstvom. Planinstvo me je še prav posebej zaznamovalo. V slabem letu je osvojil toliko vrhov, kot jih večina, ki samoumevno zjutraj lahko vstanemo, ne bo nikoli. Več kot 22 tisočakov, za kar se moram prav posebej zahvaliti svojemu učitelju vožnje. Ta ga je poleg staršev najbolj spodbujal, da zmore, da lahko ujame ves čas, ki je zaradi bolezni obstal. Zdaj bom hodil, zdaj me nič ne bo več ustavilo.